Teče? Okay. Dobro. Torej, spoštovane obiskovalke, dragi obiskovalci, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni na drugi okrogli mizi, ki ste jo pripravili informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in Televizija Slovenija. Naslov pa smo dali seveda Panama Papers oziroma panamski dokumenti. Kaj smo se naučili od njih? Panamski dokumenti so javnosti v celoti dostopni od maja letos, afera pa je pretresla številne imetnike podjetij v davčnih oazah. V začetku leta sami dokumenti so razkrili finančne posle kar 128 politikov in javnih uradnikov. Številna podjetja pa so celo povezana s kriminalom, politiko in celo terorističnimi organizacijami. O tem, kaj smo se naučili iz razkritja, pa z gosti. Z nami so na moji levi evropska poslanka gospa Patricija Šulin, Evropska ljudska stranka, potem je z nami evropski poslanec gospod dr. Igor Šoltes, stranka Zelenih Evrope. Na moji desni pa sta evropska poslanka gospa Romana Tomc, Evropska ljudska stranka, in pa kolega novinar Nejc Gole, novinar Dela, ki je sodeloval pri objavi panamskih dokumentov. Zdaj, dokumenti so seveda, kot rečeno, dostopni od maja letos, pa bi začel pri vas, kolega Gole. Pa me zanima, efekt je kakšen po vsem tem razkritju? Kaj smo se od njih naučili, če sploh kaj? Mislim, da glavni efekt je v tem, da se je javnosti pokazalo, kako deluje ta sistem skrivnostnih davčnih oaz. To Panama Papers je bil eden od razkritih, bilo jih je že več, Offshore Leaks, zdaj nedavno Bahama Leaks. In mislim, da je to glavni efekt, da se pokaže neko ogledalo in odločevalcem, ki so zdaj premalo storili, da bi bil ta problem rešen, kot tudi nekaterim politikom in drugim, ki so bili ujeti v teh dokumentih. Mislim, da je tudi efekt, da nekaj se premika naprej, se dogajajo neki koraki, ki bodo zmanjšali ta problem. Recimo, nekatere države so bile prej, zelo niso hotele dati nobenih informacij, zdaj se to malo odpira. Tako da postopni koraki so, da se rešuje ta problem, pa mislim, da še vedno daleč od tega, da bi davčni oazam nekako odklenkalo. Mislim, da je to skoraj nemogoče. No, zanimiv je podatek, 370 novinarjev je sodelovalo pri Panama Papersu iz 76 držav. Pa me zanima, kakšna je bila vaša vloga delovih novinarjev? Vi ste dobili te dokumente, kako ste se lotili vsega skupaj, če lahko še nekaj ozadja? Mi smo lani jeseni začeli preiskovati te dokumente. Dokumenti so prihajali postopoma, vsega skupaj 11,5 milijona dokumentov. To je verjetno največji projekt v novinarstvu doslej. Mi smo našli več kot 70 Slovencev, ki so bili ali družbeniki ali direktorji v družbah v davčnih oazah, in potem smo vsakega, bi rekel, pregledali in potem nekatere od njih, kjer je bilo v nekem javnem interesu, kjer so bili neki sporni posli, če so veliki dolžniki do državnih bank, do DUTB-ja, smo tudi napisali te zgodbe in objavili. In druga faza je v tem, da poročamo o sistemskih spremembah. Dobro. Gremo zdaj seveda na evropski vidik, pa me zanima, gospa Tomc, kakšna je vaša ocena? Nekako, seveda po tej objavi dokumentov smo slišali veliko misli tudi od gospoda Jean-Claude Junckerja, nekako k transparentnosti, k preglednosti, nekih konkretnih ukrepov, ki bi pravzaprav omejili to poslovanje in odpiranje podjetij in izogibanje seveda davkom, plačilo davkov, pa se ni zgodilo. Zakaj po vašem, kdaj lahko pričakujemo kaj konkretnega? Moram reči, da nekaj konkretnih dokumentov smo že sprejeli na ravni Evropske unije, predvsem kar zadeva transparentnost. Ravno v letošnjem letu smo jih obravnavali in sprejeli odločitev, da je treba podatke o poslovanju v posameznih državah, kar zadeva davke, razkrivati, in to avtomatično med posameznimi davčnimi upravami.
Tako da, če konkretno recimo povemo, zdaj v naslednjem letu lahko naša slovenska davčna uprava pričakuje avtomatično izmenjavo podatkov od vseh držav v Evropski uniji. Seveda pa je ta problem veliko širši, kot je samo okvir Evropske unije. Ravno zato se pojavljajo Panama Papers, sedaj Bahama Papers, Evropska unija lahko oziroma ima moč, da vpliva na zakonodajo na svojem področju, nima pa moči, da vpliva na zakonodajo izven svojih meja. Seveda v nadaljevanju tudi vsi ti podatki, ki so zdaj prišli na dan, jaz mislim, da so vendarle povzročili to, da se je ta zgodba začela malce hitreje odvijati, vendar bo še dolga, tako kot pravi kolega Gole, kajti ni samo v nekih prisilnih predpisih, da predpišemo neko izmenjavo podatkov ali prepovemo neka dejanja. Jaz mislim, da je zelo veliko tudi v človeški miselnosti. Ni zastonj statistika, da recimo južnoevropske države imajo večje težave pri utajevanju davkov kot severne. Skratka, gre za dolgotrajen proces, ki mu pa seveda lahko pomagamo. Jaz mislim, da je naš največji doprinos k temu bi bil, da sprejmemo zakonodajo, ki onemogoča skrivanje ali v davčnih oazah ali pa seveda tudi za tako imenovanimi letterbox companies, to se pravi slamnatimi podjetji, tega pa je po Evropi zelo veliko. Mislim, da smo pa na pravi poti. Vsaka takšna afera prinese nek napredek v smeri bolj preglednega davčnega sistema. Dobro, gremo še na drugo stran. Gospa Šulin, kakšna je vaša ocena? Zdaj nekateri se seveda bojijo, tudi za vas, doktor Šolte, seveda vprašanje, nekateri se bojijo, da pravzaprav tuje banke, kljub tej izmenjavi, ki je omenila gospa Tomc, da preprosto banke ne bodo posredovale podatkov. Je ta ukrep dovolj ali bi morali tu iti korak dlje? Vsak ukrep je potrebno nagraditi tako kot tudi zdajšnjo zakonodajo. Na ravni Evropske unije, kot tudi na ravni Slovenije je sprejetih kar nekaj ukrepov, tudi v zakonodaji, predvsem v zakonu o davčnem postopku imamo to vrstno področje dokaj dobro regulirano in urejeno. Sama sem v prejšnji službi opravljala tudi inšpekcijske preglede, kajti bila sem zaposlena na davčni upravi in sem se tudi sama srečevala z davčnimi vrtiljaki na področju DDV-ja. Tudi naleteli smo že takrat na slovenska podjetja, ki so poslovala z podjetji v davčnih oazah ali pa so sama imela podjetja v davčnih oazah. Tukaj velja povedati to kot zanimivost, da je pred drugo svetovno vojno bila največja davčna oaza prav Švica, ki v svojih bankah skrbno hrani vse podatke o imetnikih računov in v davčnih oazah in tudi na bankah je veliko tega denarja, ki je uporabljen tudi za organiziran kriminal, gre seveda tudi za terorizem, za pranje denarja in tako naprej. Na ravni Evropske unije letno povzročijo davčne utaje na področju DDV-ja kar za 70 milijard evrov izgube. To pomeni za polovico letnega proračuna Evropske unije. Na strani avtomatične izmenjave podatkov je v Republiki Sloveniji to urejeno v 248. členu Zakona o davčnem postopku, ki smo se ga posluževali že pred leti oziroma seveda takoj, ko je bil sprejet, tako da je Davčna uprava Republike Slovenije denimo zaprosila avstrijski ali pa angleški davčni organ, glede na sum, v katerega smo sumili, torej sum utaje davkov ali na področju premoženja, DDV-ja ali pretoka blaga, finančnih transakcij in potem smo povratno dobili od države članice podatke, ki jih je seveda pridobila tamkajšnja davčna uprava. Ti postopki so tudi dolgotrajni, tako da je potrebno tudi zelo visoka strokovnost davčnih inšpektorjev in vseh, ki sodelujejo v teh postopkih. Zato tudi sama ocenjujem, da temu boju proti davčnim oazam, davčnim utajam ne bomo prišli tako zlahka in tako hitro do konca.
Doktor Šoltes, kakšno je vaše stališče? Vi ste pogosto zelo kritični seveda do sprejete zakonodaje, pa me zanima, kako tu vidite vse skupaj, celo vaša stranka je nekako predlagala korak dlje, ne? No, jaz moram reči, da raziskava, kar ni nepričakovano, Eurobarometer je pokazala, da med prioritetami, kot jih razumejo Evropejci za Evropsko unijo, kot prednostne naloge uvrščajo ravno boj proti davčnim utajam, in na evropskem povprečju se je ta boj proti davčnim utajam znašel kar na 3. mestu, in sicer za, zanimivo, terorizmom in pa za brezposelnostjo. V Sloveniji pa celo na 2. mestu, ne, pred problemi brezposelnosti in zaposlovanjem mladih. Tako da ljudje se na tem področju pričakujejo učinkovite ukrepe, zlasti zato, ker se jim v teh davčnih vrtljajakov, kar zvrti, to, kar je bilo že rečeno, 700 milijard na leto, pa še to je verjetno približna ocena, verjetno je ta številka še veliko višja. In se mi zdi, da v teh letih smo videli že kar nekaj teh tako imenovanih leaksov oziroma afer. Začenši na začetku našega mandata z LuxLeaksom, pa potem z tisto razvpito razkritjem IKEA, pa potem z zadnjimi dogodki Appleom in potem seveda Bahama, in pravzaprav vsake pol leta nas preseneti, pravzaprav ne več preseneti, ampak obvisijo o novih oazah. Zdi se, da se včasih Evropska unija tukaj preveč sramežljivo in včasih premalo ambiciozno loteva tega problema, kot da ga v resnici ne bi želela čisto rešiti, kot da bi seveda skušala pridržati to pravico posamezni državi, da za svojo lastno davčno politiko nekako kljub vsemu še lahko ustvarja pogoje, ki jih pač želi za uspešno ali manj uspešno obvladovanje sodelovanja s podjetji. Mi smo kot že večkrat poudarili, da si želimo seveda učinkovit nadzor, ki mu morajo slediti tudi učinkovite sankcije, ker seveda brez tega ukrepov oziroma učinkov ne bo, torej bolj ambiciozno davčno reformo. Tudi ta transparentnost pri delovanju multinacionalk in javno poročanje po državah. Evropska komisija je sicer aprila letos predstavila predloge o javnem poročanju za multinacionalke. Ukrep ne bi veljal za podjetje, ki ima več kot 700 milijonov evrov letnega dohodka, kar se nam zdi kar visok prag in ne zajame pravzaprav vsega tistega, kar bi želeli, da zajame. In predlog je bil, da bi pri tem pragu upoštevali obstoječo definicijo EU za velika podjetja, ki vključuje prag 40 milijonov evrov letnega prometa. Seveda, bistveno pri teh ukrepih bo aktivno sodelovanje med državami članicami, med organi, in že zdaj se vidi, da neko sodelovanje je, da napredek je narejen, ampak ta izmenjava podatkov, tako kot se obljublja, pa mislim, da se ne bo zgodila tako hitro, oziroma da bodo na tej poti kar še velike ovire. Dobro, gremo naprej. Seveda tisto, kar je pomembno glede samih Slovencev v teh dokumentih, pa bi pri vas začel gospod Gole. Kako gledate na vse skupaj? Katera imena so se pojavila? Ste bili presenečeni? Tukaj so bili od športnikov do poslovnežev, seveda. Vas je presenetilo kakšno ime? Presenetilo me je mogoče ime Dejana Zavca, zato ker sem verjetno presenečen, da se nekdo gre neke povsem nepotrebne posle, ne. Nisem bil pa presenečen v tem, da ni bilo v Panama Papers recimo kakšnega voditelja držav največjih politikov v Sloveniji ali pa recimo top menedžerjev, ne. Zato, ker vemo, ne, da so Slovenci precej bolj podpirali firme v evropskih davčnih oazah, ne. Liechtenstein, Luksemburg. In tukaj je bilo morda za nas precej bolj zanimivo videti, kakšen liks še iz teh držav, ne. Kakšno je vaše stališče? Zdaj seveda, ko se pojavi kakšno ime znanega športnika, pride v prvi plan, hkrati pa vemo, da imamo vrsto podjetnikov, tudi najbogatejše Slovence, ki poslujeta prek ene od davčnih oaz. Tako je, zdaj postaja šele zanimivo, ne.
Zato, da bi doumeli vso razsežnost teh davčnih oaz in skrivanja po davčnih oazah, najprej moramo poznati ta proces, kako sploh poteka. Ne? In recimo Švica ni davčna oaza. Ne? Švica je samo kraj, kjer nekdo, ki ima sedež v davčni oazi, potem prenakaže denar, da tam recimo hrani tisto, kar je lahko na nezakonit, lahko pa tudi na zakonit način pridobil. Jaz bi želela na začetku poudariti to, da ni vsak denar, ki se najde v davčni oazi, denar sumljivega porekla. Je pa lahko, seveda. In jaz osebno zelo podpiram nizke davčne stopnje, pregleden davčni sistem, vendar jasno, zelo odločno obsojam kakršnekoli utaje. Zato se bom prizadevala in borila tudi v tako imenovanem Panama odboru, v katerem sem članica od letošnjega leta naprej, in ravno ta teden smo imeli prvi sestanek odbora, kjer je bilo zelo zanimivo. Prišli so ti novinarji iz tega združenja, ki je odkrilo prevare, in so nam na konkretnih primerih pokazali, kako potekajo ti postopki. Seveda, jaz tudi nisem presenečena nad imeni, ki so se pojavila. Mislim, da ne boste niti vi, niti kdorkoli drug, kajti ta imena so več ali manj javna. Lahko pogledate na spletne strani teh preiskovalnih novinarjev, odtipkate iskalni kriterij Slovenija in se vam bojo prikazali zelo zanimivi podatki. Lahko pogledate tudi v drugo dokumentacijo, recimo v dokumentacijo Urada za preprečevanje pranja denarja, kjer boste v vsakem letnem poročilu pač lahko videli, koliko transakcij je bilo nakazano v davčne oaze, recimo na Deviške otoke. V letu 2014 je bilo približno 60 milijonov evrov nakazano v Ekvador. Jaz upam, da je naša davčna uprava tudi pregledala seveda vse te podatke in ustrezno ukrepala, ker to je pa na nacionalni davčni upravi, da ukrepa. Pa še nekaj se mi zdi izjemnega pomena pri tem. Pomembne so seveda transakcije, ki gredo iz Slovenije v davčno oazo, vendar jih je več in bolj nevarne so tiste, ki pravzaprav nikoli ne pridejo v Slovenijo. Pa da bomo razumeli, o čem govorimo. Nekdo, slovensko podjetje, Slovenec, Slovenka, lahko ustanovi podjetje kjerkoli v svetu, v katerikoli državi. In nekdo nakazuje seveda denar v tisto državo, ne v Slovenijo, tam, kjer je sedež. In recimo iz Združenih držav Amerike ali pa iz Portugalske, iz kjerkoli hočete, lahko ta denar potem potuje recimo v Panamo. Slovenske oblasti ga nikoli ne bodo zaznale, ker ni prišel preko Slovenije. In to se mi zdi, da je tukaj največji problem. Kdaj lahko pričakujemo kakšne konkretne ukrepe vašega odbora? Odbor je začel z delom, ima enoletni mandat. Zaenkrat jaz mislim, da je še skrivnost, katere države bo odbor tudi obiskal, nekaj jih bo, Panama ni med njimi, tako da ne gre za neka večja potovanja. To so vse evropske države, so pa to tiste, v katerih je bilo zaznati največje te pretoke, nelegalne pretoke oziroma skrivanje denarja. Dobro, gremo na drugo stran, gospa Šulin. Če nadaljujemo nekako, ravno to sem vas želel vprašati, kje je tista meja, ko lahko govorimo nekako o davčni utaji? Kje je tista meja? Seveda številna podjetja poslujejo legalno, plačujejo davke, nekateri pa so tudi povezani z kriminalnimi združbami, ki se pač izogibajo, skrivajo, perejo denar prek davčnih oaz. Kje je tista meja, kako razločiti, katero poslovanje je, recimo še na meji transparentnega, katero pa ne? Ja, najprej je potrebno torej z dokazi, z vso dokumentacijo, kar sem tudi prej želela pojasniti, kar je zelo dolgotrajno. Tudi to pridobivanje podatkov, ko gre za države tretjega sveta, ker Slovenija nima sporazumov z njimi, zelo težko skleniti celoten krog. Tako da je pravzaprav to odkrivanje tek na dolge proge. Vendar načelo, ko želiš odkriti
kakršnokoli goljufivo zadevo je zmeraj načelo sledi denarju. To se pravi, da je potrebno pregledati transakcijske račune, kajti iz njih je natančno razvidno, kam denar odteka. Davčna uprava Republike Slovenije je od leta 2010 do leta 2015 opravila nekaj več kot 1000 pregledov transakcij slovenskih davčnih zavezancev z sumom, da poslujejo z davčnimi oazami in jim naložila kar za 32 milijonov evrov dodatnih davčnih obveznosti. Tako da so tudi naši poslovni subjekti in fizične osebe že zelo dobro poučene in zelo dobro znajo početi tovrstna dejanja. Naj omenim samo to, da je v teh inšpekcijskih pregledih, če jih kategoriziram na prva 3 mesta, na prvem mestu bilo zaračunanih za 7 milijonov 100 tisoč evrov ljubljanskemu podjetju. Na drugem mestu je nakležko podjetje, kateremu se je zaračunalo 6,5 milijona evrov, na tretjem mestu pa celo fizična oseba, ki se je zaračunalo 3,8 milijonov evrov dodatnih davčnih obveznosti. Vendar poudarjam, to so dolgotrajni postopki, kajti brez vseh dokazov tudi ne moreš davčnemu zavezancu ne naložiti davčne obveznosti, niti ga ne moreš kazensko preganjati. Doktor Šoltes, kakšno je vaše stališče, kako pravzaprav razločiti med poslovanjem, ki je še na meji transparentnega in tistim, ki pač želijo preprosto utajiti davke ali preprosto oprati nekaj denar? Mislim, da pravzaprav te ocene, pa te diskrecije, tega razlikovanja ne bi smelo biti. Zakoni obstajajo pravna pravila in kar je prav, je skladno z zakonom, vse ostalo ni. In to velja tako za utaje kot izogibanje davkov. Je pa tle zelo kompleksen problem, ker seveda, kot smo enkrat že slišali, ni vsaka svinjarija že nezakonito dejanje, ampak želim reči, da neke stvari, ki sicer na prvi pogled niso nezakonite, kažejo pa kot do te naše skupnosti, do načel solidarnosti, govorimo tistega, če se spomnite, ko se je pojavilo v LuxLeaksu, ko so rekli, pa sej za božjo velo, sej to ni nezakonito, kar si privošči vlade, da zniža davke. Mogoče bi o tem razmislili mnoge, mogoče s tem pospešijo gospodarstvo, mogoče s tem povežejo in zaženejo spet gospodarski tok, ampak stvar je o tem, na kakšen način deluje Evropska unija, kaj si zavezala tudi v svojih dokumentih, ali imamo konsolidirano davčno osnovo na Evropski uniji, kakšne so, ali je možnost v Evropski uniji narediti neko tako imenovano davčno unijo, ker če bi bilo to možno, bi se da že zdavnaj prišlo do unije, ampak zaradi tega mislim, da pri teh napovedih vseh ukrepov bi bil vseeno relativno previden. In ko govorimo mimogrede v Sloveniji in davčnih oazah, smo en podatek, ki ga verjetno veste, ampak kot zanimivost, da je že leta 2014 eden od ameriških raziskovalcev te svetovne industrije izogibanja davkov ocenil, da v Sloveniji, da ne bi državljani Slovenije v tujino oziroma davčne oaze prinesli med 50 in 75 milijardami evrov, kar se zdi ogromna številka, mislim, da celo pretirana. Potem vsaka nova afera prinese neka nova imena. Jaz si sicer v konkretnih imenih mislim, da nima smisla toliko zgubljati besed, kolikor je bolj pomembno še nekaj drugega. Seveda davčni organi lahko naredijo svoj del posla. Seveda te postopki trajajo grozno dolgo in tudi davčni oziroma dokazno breme je na strani, saj upam, na strani davčne uprave. Ampak nekaj drugega bi pozoril, da ne pozabimo tudi na nekaj. Vse te afere, ki so se zgodile, so več ali manj plod novinarskega dela oziroma tako imenovanih žvižgačev. Teh, ki spuščajo oziroma ki so postavili te informacije v javnost. In mislim, da nismo ustrezno zaščitili žvižgače, ker brez njih seveda ne bi poznali primerov, ki jih razkrivajo te afere. In seveda tudi na Evropski uniji, kljub predlogom, ki smo jih dali tudi v tem letu, nimamo zakonodaje, ki bi jih zaščitila. In absurdno je, da po eni strani govorimo o boju proti davčnim utajam in oazam, v isti sapi pa seveda sodimo tistim, ki so jih razkrili. In zato smo, to si lahko preberete tudi na spletni strani Zelenih, odprli
platformo, na kateri lahko tako imenovani žvižgači anonimno seveda prijavljajo vse odklone, nepravilnosti. Ste dobili že kakšen namig, kakšno informacijo? To ta teden, ne, tako da mislim, da to bo kar zelo aktivno. Ni pa to edina seveda taka aplikacija na evropski ravni, da se razumemo, ampak mislim, da vse to lahko koristi. Najbolj bi pa koristilo, če bi to stvar seveda tudi sistemsko uredili, ker potem bo veliko lažje skleniti ta krog, tudi obveščanja o teh stvarih. Gospa Šolin. Ja, sem samo želela pojasniti, ne, da dokazno breme ni na davčni upravi, seveda tudi na strani davčne uprave, ampak je na strani davčnega zavezanca, ne, kajti njemu v davčnem postopku se ves čas daje možnost, da dokazuje drugače, kot ugotavlja davčni organ, oziroma da ugotovitve davčnega organa spodbija ali pa z dodatnimi dokumenti in poslovno dokumentacijo dokazuje, da je ravnal pravilno. Vkolikor pa tega ne uspe dokazati, pride do odmere dodatnih davčnih obveznosti. Še vaše stališče, gospa Tomc, bi morali te žvižgače zaščititi po vašem, na kakšen način? Razmišljate kaj o tem v odboru? Absolutno, to je bil tudi eden izmed zaključkov ravno te tedenske seje, kjer smo se zares vsi brez izjeme zavzeli za to, da je treba te preiskovalne novinarje zaščititi, ker sicer njihovo preiskovalno delo nima smisla oziroma je ogroženo. Je pa jasno tudi to, da morajo biti to strokovni, neodvisni, nepristranski novinarji, ki seveda poročajo po svoji vesti. Nekaj bi še dodala, če dovolite, v zvezi z splošno obdavčitvijo in temi koraki, kamor gremo v Evropski uniji ravno zaradi teh odkritij, kot je bil LuxLeaks, Panama Leaks in tako naprej. Mi smo še zelo daleč v Evropski uniji od enotne davčne unije. Enotna davčna unija bi namreč pomenila tudi to, da imamo enotno davčno upravo, ki bi pobirala davke na ravni Evropske unije. To je res zelo velik korak, ki bo potreboval še nekaj let in vprašanje, če bo do njega prišlo. Ampak gremo pa v smeri konsolidirane davčne osnove. Kaj to pomeni? Da naj bo v vsaki državi, v vseh državah obdavčeno približno enako. Če so v eni državi obresti obdavčene, potem morajo biti obdavčene tudi v drugi. Vendar pa državam se pa seveda prepušča določena davčna konkurenca in lahko, ki je zdrava, in države lahko konkurirajo z višjo ali nižjo stopnjo. S tem ni nič narobe. Tudi tako, kot je kolega Igor rekel, kar se je ugotovilo v Luksemburgu, ki je pravzaprav omogočal nizke davčne stopnje. Sama jaz ne vidim tukaj kakšnih velikih težav, če je te nizke davčne stopnje omogočal vsem pod enakimi pogoji. Če pa pride do izjem, kot se je pa recimo zgodilo na Irskem, ki je nudila izjeme recimo Apple ali pa še najbrž mnogim drugim, to pa je druga težava. Če imaš neko splošno stopnjo, ki je relativno nizka, in Irska ima relativno nizko stopnjo, vendar kljub temu, zato da bo pritegnila neko multinacionalko, za to multinacionalko nekako oblikuje svoj davčni sistem, v katerem je pravzaprav ničelna davčna stopnja, drugi pa nimajo teh privilegijev, s tem pa seveda je zelo veliko narobe. Ampak, ne, poglejte, zanimivost in končni izplen te irske zgodbe. Jaz mislim, da je največja zmagovalka tega pravzaprav Irska sama. Irska sama je nudila zelo ugodne pogoje neki multinacionalki, ki je ustanovila, ki ima sedež na Irskem, ker ga sicer, če teh ugodnih pogojev ne bi bilo, najbrž ne bi imela. Sedaj pa je Evropska komisija naložila Apple, da mora plačati dodatne davke in to v irski proračun. Skratka, ta zgodba je pač širša in bolj zanimiva. Nič ni narobe z nizkimi davčnimi stopnjami, je pa narobe, če so te stopnje različne za enega ali drugega zavezanca. Če gremo naprej, ja, gospod Šoltes, izvolite. Te irske zgodbe ne dodam. Zgodil se je, mislim, da prvič v zgodovini v Evropski uniji, da je pravzaprav prišlo do tovrstne zahteve. Ne, da se naloži neki državi, ki je imela ugodnosti za določene korporacije, da te zdaj ugodnosti, zaradi katere pač
so plačali mnogo manj davka, kot bi bilo to potrebno, nekateri govorijo o nezakonitih davčnih ugodnosti, da mora zdaj tisti, ki je omogočil ta sistem, zdaj zahtevati od te multinacionalke nazaj ta sredstva, torej izterjati. Zdaj, Irska ni pokazala, kar je razumljivo, velikega navdušenja nad tovrstnim ravnanjem in vprašanje je, kakšen mehanizem v resnici sploh ima, v tem smislu zdaj Evropska komisija v nadaljevanju, da pride dejansko do te izterjave. In tukaj se pokaže neka slabost, ki pa verjetno v tem celokupnem sklopu ukrepov, ki ne bi sledili za bolj učinkovito obračunavanje v narekovaji z davčnimi oazami, da pravzaprav imamo tudi veliko težavo na tej drugi strani, ne samo ugotavljanja, pa recimo, če temu rečemo, odkrivanja teh stvari, ampak potem tudi ravnanja, sankcioniranja in vrnitve, če lahko rečem, v prejšnje stanje ali pa povrnitve neke škode ali pa neko ukrepanje, ki bi vzbudilo upanje ali pa pričakovanja, da smo se resno lotili boja proti davčnim reformam. In o tem pravzaprav se pa še vedno premalo govori. Zdaj po eni strani smo presenečeni, zvedavi, kaj se dogaja za ozadje teh davčnih utaj, po drugi strani skušamo razločiti, kaj je zakonito, kaj ni zakonito, kaj je izogibanje, kaj so recimo davčne utaje, ampak tukaj naprej seveda je pa prazen list papirja. In kaj potem? In kaj se bo zgodilo, če seveda Irska ne ukrepa, kaj se bo zgodilo potem tudi v naslednjih primerih, tudi LuxLeaks je nekako, kar se tiče konkretnih ukrepov, kljub temu ne treba reči, trenutno poteka kar nekaj ukrepov oziroma kar nekaj preiskav, tudi Nizozemska, Belgija, kar nekaj velikih korporacij je še vedno oziroma je v tej paci pregledovanja, ampak kot rečeno, potrebno tudi odgovoriti, ali imamo ustrezna orodja za to, da za tem sledijo tudi ustrezne sankcije, kot pač brez tega celotnega mehanizma sprememb in drugačnega obnašanja ne bo. Dobro, zelo dobro izhodišče za naprej. Gospod Gole bi pri vas nadaljeval. Zdaj me, kakšno je vaše stališče do same v bistvu reakcije vlade slovenske vlade na te dokumente, ki ste jih objavili? Zdaj, 7 mednarodnih konzorcij preiskovalnih novinarjev objavlja te dokumente že od leta 2013, potem je seveda na vladah posameznih držav potrebna reakcija, nekakšen odziv na to, zaostritev zakonodaje. Kako ste zadovoljni s tem pri nas? Zdaj, objavili ste te seveda slovenske osebe, ki poslujejo v davčnih oazah. Kakšna je reakcija? Ste zadovoljni s tem? Nikoli ne moramo biti, ne smemo biti povsem zadovoljni. Vlada je seveda rekla, super, fajn, da ste objavili, tukaj bodo neki sistemski ukrepi, to je v redu. Mene posebno moti, včasih preveč poudarjamo, nič ne moremo sami storiti, potrebno je neko nadnacionalno soglasje, nadnacionalno delovanje. To vse drži. Brez tega te rešitve ne bo. Ampak tudi sama država lahko dosti sama naredi, da spremeni nekatera pravila, spremeni delovanje, ukrepi nadzor, da se bolj osredotoči na ta problem. Ker prej smo slišali številke, kakšne so ocene, 7 milijarde evrov ali pa stotine milijard evrov na evropski ravni, ki gredo v davčne oaze. Ker to je denar, ki bi moral biti namenjen za šole, za bolnice, za ceste, denarja pa ni. Tako da to pogrešam, da lahko država tudi sama nekaj stori, ja, seveda, brez nekega izmenjave podatkov, mednacionalnega sodelovanja, pa rešitve pa je daleč. Tudi za vas seveda enako vprašanje, gospa Tomc, reakcija slovenske vlade in pa velikokrat pogosto slišimo od slovenskih politikov malo populistično, ta denar, ki so ga Slovenci nakazali v davčne oaze, bomo nekako pripeljali nazaj. Zdaj, je to populizem ali si lahko obetamo, da bo kdaj res kakšen del tega denarja prišel nazaj? Jaz v osnovi mislim, da niti v Sloveniji, niti kjerkoli druge ni treba več spreminjati zelo veliko zakonodaje, kajti imamo vso osnovno zakonodajo, ki nam omogoča in izmenjavo podatkov in izterjavo tega dolga oziroma pregled teh
teh dohodkov, denarja, ki se skriva nekje drugje. V Sloveniji velja načelo obdavčitve svetovnega dohodka. To je danes uzakonjena zadeva, to pomeni, da kjerkoli na svetu ima kdorkoli nek dohodek, je obdavčen v Sloveniji. Seveda se upošteva plačan davek v tujini, se to poračunava, ampak predpise že imamo. Jaz pa se bojim, da nimamo dovolj volje, da bi našli tudi vse tiste skrivače, ki se sedaj potikajo po svetu in bi jih potegnili za ušesa. Inštrumente imamo, moramo jih pa uporabiti. In če dopolnim, Igor, tebe, jaz bi bila kar stroga v Evropski uniji, se sprašuješ, kaj lahko naredi Evropska unija, da bi nekako prisilila Irsko, da bi izterjala ta denar. Irska sama ni najbrž zelo zainteresirana, da bi izterjala denar, kajti irska vlada je imela dogovor za multinacionalko, zaprav, da bo morala nekako pojesti svojo besedo. Ampak Irska je tudi prejemnica sredstev iz evropskega proračuna in uživalka mnogih pravic znotraj Evropske unije. In dokler je temu tako, potem jaz mislim, da Evropska unija ima vzvode, s katerimi lahko prisili Irsko, da pač izvede tisto, kar je bilo naloženo. Ja, ker izvolite, gospod. Ja, seveda, Evropska unija ima vzvode, pa tako kot ima vzvode za preprečevanje davčnih utaj in izogibanju, pa jih vedno ne uporabi. In tako kot velja seveda tudi za Slovenijo. Tudi v Sloveniji imamo vse vzvode za to, da bi sredstva v svetu pripeljali nazaj, pa tega ne storimo. In to že zadnjih 15-20 let. Tisto, kar seveda manjka v tej celi zgodbi, so tudi podatki, izmenjava podatkov in ustrezne informacije o tem. Nekatere vlade so se tega lotile na način, da so pravzaprav pridobile podatke tudi iz tako imenovanih krajev, ki prostovoljno ali pa samo sebe ne dajo podatkov. Na to so dobile bolj jasno sliko o tem, kje se skrivajo te dohodki. In definitivno, ko govorimo o Evropi, je potrebno podati sliko možnosti boja proti davčnim utajam, ampak prvo seveda moramo to storiti tudi doma. In tudi na tem področju se mi zdi, da smo še vedno relativno sramežljivi v tem generalnem boju, ko govorimo, posebej še, če primerjamo z tistim, kar sem dejal v uvodu, boj proti davčnim utajam je postavljeno pravzaprav na visoko drugo mesto prioritet in tu se pričakuje veliko in mislim, da te ukrepe, ki bi bili bolj odločni in konkretni za vrnitev sredstev, bi ljudje zelo toplo pozdravili. Bomo dali besedo še gospe Šulin, seveda vi ste bili davčna inšpektorica, pa me zanima, kakšna je vaša ocena? Je ta zakonodaja, ki jo imamo, dovolj restriktivna ali se preprosto ne izvaja? Nekako ne. Sedaj, ko so številke, ko vemo, imamo seveda obrnjeno dokazno breme, lahko bi organi pač zasegli neko premoženje, dokler pač tista oseba ne dokaže, da recimo legalni izvor ali kaj drugega. Zakaj se tega v praksi ne izvaja? Se ne strinjam z vami, da se v praksi tega ne izvaja. Davčna uprava oziroma po novem FURS-a, Finančna uprava Republike Slovenije, razpolaga za določenimi resursi, kadrovskimi resursi, tako davčnih inšpektorjev, davčnih kontrolorjev in vseh, ki pri tem sodelujejo. Naša zakonodaja je dokaj dobro urejena za to področje. Seveda pa zato, ker segajo to vrstne transakcije tudi v države izven Evropske unije, je velikokrat zelo težko skleniti ta krog in dokazati davčnemu inšpektorju, da je šlo za davčne utaje. Tako zakon o davčnem postopku, zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, zakon o dohodnini ima v svoji zakonodaji vrsto inštrumentov, s katerim lahko naša finančna uprava dodatno odmiri davčne obveznosti in dokaže davčne utaje. Vendar poudarjam, v Sloveniji je po moji oceni premalo davčnih inšpektorjev. Kadrovsko in strokovno so naši davčni inšpektorji zelo dobri, udeležujejo se tudi ves čas izobraževanja, tudi v tujini. Bi mogoče še na tej točki dodala,
zaščito žvižgačev, ne samo njih, ne, tudi zaščito novinarjev, ne, ko se je zgodila afera Panama Papers, pa tudi ko ste novinarji razkrivali kakšne druge nečednosti, se sedaj izvajajo kazenski pregoni in tečejo sodni postopki proti žvižgačem in novinarjem, tako da je potrebno to področje tudi poleg seveda mogoče tudi dodelave nacionalne zakonodaje urediti. Tudi moje bivše kolege v postopkih, davčni zavezanec, ko je postopek zaključen ali že med samim postopkom zahteva njegovo izločitev ali pa ga že med postopkom ali po postopku bom rekla ovadi, toži in zahteva ponoven pregled, ali je davčni inšpektor ravnal v skladu z zakonodajo. Tako da se morajo davčni inšpektorji velikokrat zagovarjati tudi na sodiščih, ne. Mislim, da je tudi tukaj potrebno našo nacionalno zakonodajo dograditi, da bodo vsi ti, ki so vpleteni in ki pomagajo pri tem razkrivanju, da so zaščiteni, ne. Kajti denimo novinar, ki je sedaj v sodnem postopku, ne, bo težko dobil še službo kje oziroma si skratka, ko si enkrat sodno preganjan in ko ne uspeš dokazati svojega, bom rekla, poslanstva, zato, ker zakonodaja ni pravilno urejena, ne, si mnogokrat potem na robu družbe. Kar izvolite, gospod Šoltes. En tak kratek komentar, po drugi strani pa, vsaj kar se Slovenije tiče, slišimo tudi drugačne zgodbe, zdaj strani zavezancev, da včasih tudi davčna uprava pri svojem delovanju gre čez rob nekega korektnega delovanja, in ko govorimo že o zaščiti, mislim, da predvsem se morajo tukaj vse strani držati obstoječih predpisov in seveda nekega, rekel, fair playa, ker vsako pretiravanje z ene in druge strani seveda ima lahko zelo negativne posledice. In ko govorimo o tem učinkovitem boju ali pa učinkovitem delovanju, pravzaprav že ves čas poudarjamo, da nekako zakonski okviri so zdani, orodja imamo na voljo, ampak na koncu nekih ukrepov, učinkov pa seveda ni videti. In mislim, da volja in pa sodelovanje med inštitucijami znotraj posamezne države in med državami članicami je tisto osnovno vodilo, ki lahko pripelje potem do konkretnih rezultatov. Ker če bo vsak organ delal po svoje, vključno z temi kadrovskimi deficiti, seveda ne more spremeniti stvari na bolje. Zelo podobno je tudi na področju tako davčne kot tudi socialne politike. Tudi tu se na evropski ravni že nekaj časa borimo v tem, da bi tudi na področju varovanja delavskih pravic imeli boljši nadzor, večjo zaščito na področjih, ampak vedno pride potem, če že na načelni ravni sprejmemo dogovor, potem do težav pri sami implementaciji. Ne samo na evropski, ampak tudi na ravni potem držav članic. Gospod Tomc, kakšno je vaše stališče? Slišali smo tudi premalo davčnih inšpektorjev, tudi to je seveda kadrovska podhranjenost. Je eden od razlogov morda za neukrepanje. Kako popraviti to stanje po vašem? Zdaj, verjetno vaš odbor bo sprejel nekakšno direktivo, nekakšno usmeritev, potem je seveda od vsake vlade odvisno, ali bo to implementirala v zakonodajo ali ne. Če se vrnemo najprej na prvo vprašanje, jaz vidim enega izmed največjih razlogov za neučinkovitost recimo davčnega sistema v celoti, to, da je prezapleten. Ne vidim več rešitev v smeri, da davčne zakone še nadgrajujemo, sprejmemo še nekaj novih predpisov, ker mislim, da jih imamo dovolj. Glejte, ravno te dni je Državni zbor sprejel nov davčni paket. Davki se v Sloveniji spreminjajo z nadzvočno hitrostjo. In davčni zavezanci večkrat opozarjajo ne samo na to, da so davki visoki, kar seveda bo vsak zavezanec najbrž trdil, ampak želijo tudi določeno stabilnost in davčno varnost. Tuji vlagatelji, ki prihajajo v Slovenijo, so zelo pozorni ne samo na to, imamo mi davčno stopnjo 19, 21 ali 25, ampak tudi na to, s kakšno frekvenco se zakonodaja spreminja. Zato mislim, da bi morali tukaj imeti to posebej v mislih.
Bežijo pa seveda vsi ti, večina ljudi beži iz takšnih zapletenih in obremenjujočih davčnih sistemov v sisteme, kjer so manj obremenjeni in tako tudi v davčne oaze seveda. Zato je treba razmisliti tudi o tem, zakaj bi v neki državi davčne zavezance pravzaprav pripeljali na sam rob, ne, njihove zmogljivosti, ker potem se bodo odločili, da bodo šli raje ven. Še eno zanimivost bi samo rada povedala iz tega odbora, ki je bil ta teden, ko so novinarji prikazali zelo konkretno, kako stvari delujejo. Veste, noben davčni zavezanec se sam ne meni, ne, da bo in sam ne ustanavlja nekega offshore podjetja. To je zelo zapletena mreža. Najbrž ste slišali za podjetje Mossack Fonseca, vendar je to samo krovna organizacija, ki nikoli ne sodeluje z tistim, ki pravzaprav pelje denar v davčno oazo, ampak ima vedno še enega posrednika na nacionalnem nivoju. Te posredniki pa so običajno davčno-svetovalne hiše ali odvetniške pisarne. Tako da tudi na tem področju, ne, pomoči nekim davčnim zavezancem, kot ste vi prej omenili, ne, veste, pride nekdo, pove neko lepo zgodbico, ki je za povrhu vsega še legalna in seveda marsikdo bo tej zgodbici tudi nasedel. Tako da imamo vzvode, še enkrat poudarjam, imamo vzvode, samo treba jih je izkoristiti. Dobro, še za zadnji krog imamo čas, pa bi pri vas začel gospod Gole. Zanima me v bistvu na koncu ocena. Zdaj iz teh dokumentov Panama Papers smo vzeli zato, ker so pač zelo obsežni, skrivajo tudi, seže do samega vrha, tudi do Vladimirja Putina. Zanima me, kakšen bo epilog. Zdaj v nekaterih državah, v Braziliji smo videli, je to kar zatreslo politični vrh. Kakšen bo na koncu izplen vseh objav? Po vašem, kaj se bo na koncu zgodilo? Bo to privedlo do nekakšne spremembe na globalni ravni in tudi na lokalnih? Jaz mislim, da manjše spremembe bodo, neki koraki bodo narejeni. Ne verjamem pa, da bo to rešilo problem, ker v teh dokumentih seveda tukaj so bili notri voditelji držav, sorodniki, prijatelji voditelji držav in ne verjamem, da bo na globalni ravni želja, da se ta problem dokončno reši. Kaj vi pričakujete, gospod Tomc? Jaz mislim, da napredek vsekakor bo, imena so znana, bodo razkrita, je pa seveda potem tudi na strani nas vseh državljanov in državljank in naše države in Evrope, ali bomo to vsi skupaj obsodili z ničelno toleranco ali ne. Dokler bo tudi skupnost kot taka tolerirala določene politike, znane osebnosti, kogarkoli, da so ta skrivanja po davčnih oazah nek manjši prekršek ali pa se zgodi ali pa karkoli, potem jaz mislim, da ne bo velikega napredka. Če pa bo pritisk javnosti, ne, in zahteva potem, da tisti, za katere se je zares ugotovilo, ne, da niso samo želeli se izogniti visokim davkom v nacionalni državi, pa so prenesli, ampak so dejansko utajevalci, perejo denar in je ta denar sumljivega izvora, ne, da je toleranca do njih ničelna. To lahko naredi s svojim pritiskom tudi javnost. In jaz pričakujem tudi od javnosti, da je v tej smeri bolj aktivna. Kakšen epilog vi pričakujete, gospa Šlon, kot nekdanja seveda tudi davčna inšpektorica? Ja, jaz tudi sama ocenjujem, da so ta odkritja raziskovalnih novinarjev zlata vredna prav za vse države članice in tudi širše, kajti če ne drugega so se ta podjetja, ki poslujejo v davčnih oazah, so se jim po domače nekoliko zatresla kolena, tako da se bo tudi na tem področju marsikdo odločil, ali se bo šel od tega športa ali ne. Po drugi strani pa se že sedaj zaradi odkritja Panama Papers kar v nekaj 10 državah že potekajo inšpekcijski pregledi v to smer. Že leta 2013, ko je bila tudi podobno objava
seveda v zvezi z britanskimi Deviškimi otoki in Singapurom. Takrat so že družbe, ki so imele v Panami ta podjetja, že takrat klicale Mossack Fonseca, ali so njihovi podatki tajni in tako naprej. Kar se tiče pa Slovenije, je utaja davkov še zmeraj naš nacionalni šport, vendar se moramo vprašati, zakaj. Če bi zaupali vladi, če bi zaupali v javne institucije, torej kam naš davkoplačevalski denar gre, torej zakaj ga vlada torej nameni, potem bi bilo tudi doma v Sloveniji davčnih utaj manj. Javna naročila so v Sloveniji velik problem, poznamo cene tako avtocest, kot tudi probleme trenutno žilnih odpornic in še kaj. Tako da tukaj pozivam tudi vlado, da na tem področju uredi in naredi konec tem zadevam. Še vaše pričakovanja, dr. Šoltes? Ja, se reče, tresla se gora, rodila se bo miš. Želim reči, da še vedno živimo v nekih paralelnih svetovih. Eno je tisto, kar je za navadne smrtnike, oziroma tiste, ki plačujejo davke, in nekaj je tisto, kar se bo dogajalo izven žarometa v javnosti, tudi tisti svet, ki bo vedno obstajal. To je za tisto, če rečem, peščico najbogatejših in pravzaprav ta Fonseca, če se bo pojavila nova Fonseca, in dejstvo je, da vse zgodovini človeštva so te sheme, te vrtiljake obstali in ostali bodo še naprej. Tisto, kar se vidi včasih bode v oči, da po teh velikih aferah se zgodijo neki premiki in tudi v tem primeru se strinjam z gospodom Kletom, neki manjši premiki se bodo gotovo zgodili. Ampak tistega ključnega sistema, to je pa človeška narava, pa seveda ne bomo spremenili. In dejstvo je, da kakšnekoli že bodo kontrole ne bodo zajele vseh spornih schem in praks izogibanja davkov, ker v te vrtiljake so vključeni praktično vsi. Govorim po eni strani tudi vlade, tudi banke, tudi razne svetovalne organizacije in družbe in sem prepričan, da seveda vedno bodo znašli neke nove sisteme. Mi tisto, kar lahko naredimo, je, da pokažemo odločnost in učinkovitost in tudi, rekel, ustrezno voljo pri sankcioniranju in vračanju tega denarja nazaj. In predvsem se moramo tukaj ozreti tudi, rekel, v Sloveniji na to, kar smo pa že večkrat slišali. Zakaj v resnici se vse to dogaja? Dejstvo je, da davčno prijazne države imajo zakonodaje, ki so izjemno preproste, ki so seveda tudi nizke, ki so spodbujevalne. In to so vprašanja, ki seveda niso vezana na posledice, ampak predvsem vzroke, zakaj do teh davčnih utaj pride, to je pa seveda potem umetnost politike. S tem smo prišli do konca, bomo z umetnostjo politike tu potegnili črto. Seveda jaz upam, da bo odločna in učinkovita tako Evropska komisija, Evropski parlament in pa seveda tudi slovenska vlada. Hvala lepa vsem štirim za vaše razprave. Hvala. Nasvidenje. Zdaj pa še kakšno vprašanje? Jaz bi imela eno vprašanje, Urška Rigan. Morda kar za gospod, ki ste govorila na začetku o izmenjavi podatkov, sicer da ne bi slovenski DURS oziroma naša uprava že prihodnje leto bila deležna teh izmenjav, za kakšne konkretne podatke bo šlo in kako morda komentirate, če sem to razumela gospoda Šoltesa, on dvomi, da bo to sploh realizirano. Na evropski ravni smo sprejeli zakonodajo, ki seveda omogoča to izmenjavo podatkov. Do zdaj je bila izmenjava podatkov možna v nekaterih primerih avtomatično, v nekaterih primerih pa na zahtevo, seveda. Naša davčna uprava je vedno lahko zahtevala od neke druge jurisdikcije, da ji posreduje podatke. Vprašanje, ali so ti podatki dejansko prišli. Zdaj je na evropskem nivoju, to se pravi, govorimo o mejah Evropske unije, bo ta izmenjava podatkov obvezna in avtomatična. Zdaj, jaz popolnoma natančno strukture teh podatkov ne vem, bojo pa zagotovo to podatki, ki bodo omogočili natančen nadzor na tem, kje, koliko je kdo ustvaril prihodkov oziroma ima prihrankov tudi v bankah, to omogoča že bančna direktiva in tako naprej.
Še nekaj ste vprašali glede Šoltesa? Če sem vas prav razumela, vi dvomite, da bo Dvom, povezano ja. v prakso že prihodnje leto. Ne vem, zakaj ne. Seveda, da bo, ker zakonodaja velja. Ne? Zakonodaja, ki velja, jo je treba upoštevati. Če jo pač ne upoštevaš, je to druga težava. Ne? Nismo na tem, da se o tem šele pogovarjamo, ali neki rezultati bodo. Zakonodaja je sprejeta. Luka Tetičkovič, spet 24. Mene zanima, kakšna je razlika med davčnimi oazami v Evropi pa tisti izven nje? Mislim, kakšna je razlika pri obravnavanju tega identitetnega denarja? Bolj me danes zanima, za gospoda dr. Šoltesa, vprašanje, vi ste bili predsednik naslednika zloglasne službe družbenega knjigovodstva. A si ne mogo ta mehanizem, ki ga že poznamo iz preteklosti, prinesti v današnji čas? Ja, meni je bilo zelo žal, ne, da smo mi v 90-ih ukinili službo družbenega knjigovodstva. Ker tisto, kar smo potem naredili, da smo ustanovili Računsko sodišče, to ni bilo adekvatno v službi družbenega knjigovodstva, ker Računsko sodišče, če rečem, bdi nad potmi javnega denarja, SZK ima pa mnogo širšo funkcijo, tudi na nek način plačilne discipline, kontrole in plačilne higiene podjetij, tudi do zaposlenih, tudi do vseh socialnih in ostalih dejatov, ki jih morajo plačevati. Naravno ta nadzor se z ukinitvijo službe družbenega knjigovodstva, oziroma SZK-ja, ukinil. Mislim, da je bilo to zelo, zelo velika napaka, katere posledice plačujemo, rekel še danes. In veliko bolje bi v tem nadzorstvenem smislu lahko delovali, če bi imeli obe inštituciji, se pravi in SZK in Računsko sodišče, seveda, da bi en skrbel za plačilno disciplino v tem zasebnem sektorju, en pa za razpolago oziroma kontrolo javnih financ v tem javnem delu. Ne. In sem pripričan, da s takim načinom bi bil tudi, če rečem temu lov, ali pa sledenje, to, kar je gospa Šelinovega, sledenje denarju, ne, veliko bolj učinkovito, ker bi lahko imeli že sproti, ne pa samo ex post nadzor nad temi delovanji. In če bi to imeli, se tudi ne bi dogajale te tragične zgodbe, ki so se glede neplačevanja prispevkov zaposlenih in pa seveda potem še mnogo lažji davčni vrtiljak, ker praktično je bila ta kontrola zelo znižana na milijon. Kakšna razlika pred